Sašo in pergole drugič. Zdaj bomo danes, današnja tema, postavitev in montaža pergole. Spet bom poskušal biti kratek, kar je zelo težko z moje strani, ampak se bom zelo potrudil. Kratko je rato 3 nasveti plus še eden. Prvi nasvet, podstavki. Se pravi, smiselno je, da se pergola postavi na podstavke, ki so za to primerni. Zdaj ne bomo uporabili ene poceni materijale, ampak bomo uporabili inox material. To se pravi, je montaža zelo pomembna pri tem delu. Lahko jih prvič moramo gledati, da jih pravilno zmontira, da so pravilno obrnjeni, drugič pa da so sidra res dobro narejena. Pa da se uporabi inox, se pravi, ne da je podstavek samo z inox, ampak da se tudi uporablja inox material. Ok, drugi nasvet, postavitev pergole. Se pravi, imamo špirovce, imamo lege, imamo stebre, pa vsi so drugače dimenzionirani. Eni so široki, eni so ozki, eni so debeli, eni so pa suhi. Pravilno je, da se, to sem hotel še dodati, zdaj zelo pomembno je, da se že vprej v samem dizajnu zmenimo, kako bo kaj stalo. Ker po pri montaži to treba zelo dobro upoštevati. Namreč veliko vpliva na kvaliteto montaže, veliko vpliva v bistvu sama oblika, sam dizajn. Če so špirovci se vedno obračajo tako, da je višja lega obrnjena navzgor, ožja pa navzdol. Če se to narobe obrne, pergola nima funkcije. To se pravi, lahko pa da je tudi narobe narisa. Zato je pomembno, da se že prej pravilno nariše, potem pa da se te navodila dobro upošteva. Gremo na nasvet 3. Nasvet številka 3. Po nasvet številka 3 sem šel... Nasvet številka 3. Vse imamo pripravljen, les je pripravljen, les je lepo obdelan, zdaj pa mora to še postaviti in zvezati skupaj. Se pravi, lesne vezi, lesni spoji. To so vse stvari, ki se naredijo na terenu. To se ne naredi prej, to se naredi tam. Zato je smiselno, da se te vezi naredijo dobro, da se res naredi lepo. To se pravi, moramo gledati, da se res naredi lepo, da se uporabijo ta pravi vijaki, primerni vijaki, pa da je to nekako smiselno postavljeno. Tako da, to bi bilo številka 3. Za četrti nasvet pa splezamo na drevo, pa se tam dobimo. Ok, splezali smo na drevo po nasvet številka 4, oziroma dodatek vsem 3 nasvetom. In je kritina. Evo, pada dež, ali je to primerna kritina? Nažalost ni. Zelenje, predvsem večkrat uporabljeno, zelenje se postavlja na kritino, mislim na pergolo in bi to res odsvetoval. Se pravi, les res rab prostor, da diha, da se zrači in debeli listi od različnih dreves, trt in podobnim, vse to zapira, voda tam stoji, se ne suši in tako les relativno hitreje zgnije, kakor bi pa lahko brez tega. Tako da za kritine uporabljamo druge materijale, steklo, pločevina, les tudi v končni fazi. Tam nasvete pa dobimo pa v kakšnih drugih temah. Prav, do takrat pa se vidimo pa good luck.